pozdravljeni. Mene je pa Socialna akademija prosila, da preko svoje lastne zgodbe vam povem, kako jaz menim, da aktivna participacija in družbene pobude nas bolje pripravijo na trg dela. In kot je že Lara omenila, jaz sem to nekako mojo pot začela tekom študija, ko sem v okviru študijskih predmetov začela izvajati neformalno izobraževanje na temo psihoedukacije po srednjih šolah, kar me je navdušilo, zato da sem se tudi poleg študija še udejstvovala v taki obliki, in sicer v društvu študentov biopsihologov in tudi nekaj časa na Pini, kjer sem pomagala izvajati določene vsebine. Potem smo pa na magistrskem študiju z kolegico malce razmišljali, kako bi pa lahko medve prispevali k temu, saj sva opazili, da je neka luknja v izobraževalnem sistemu za neke psihološke vsebine, ki so izjemnega pomena na področju komunikacije, čustev, spopadanja s stresom, pa tudi pri destigmatizaciji nekih težav z duševnim zdravjem. In ko sve malce povpraševali naokoli in raziskovali, kaj lahko sploh narediva, je prišlo do tega, da lahko pridemo do tega preko nevladnih organizacij s prostovoljnim delom ali pa preko društev. Kar smo pa medve potem razmišljali, je vse lepo in prav, a ne? Ampak neke reference pa prostovoljno delo ne plačuje najemnine, ne plačuje položnic, kar je za študente in potem tudi po magisteriju je tudi tu pomembno, da malce razmišljamo na ta finančni aspekt. In zato smo po nekem spletu zelo čudnih okoliščin prišli na Socialno akademijo in se z njihovim direktorjem malce pogovorili o različnih možnostih. In tako smo prišli v njihov krog usposabljanj. In ravno takrat je prišel naokoli inkubator 4.0, v sklopu katerega sem jaz osebno pridobila veliko različnih znanj. Čeprav sem šla v to, zato da bom znala razviti mojo pobudo, da bom dobila dodatno usposabljanje za vodenje nekih delavnic in neformalnega izobraževanja, sem pridobila nekaj znanja, ki jih sploh nisem vedela, da bi jih potrebovala. In ta znanja sem potem ugotovila, da lahko, kljub temu, da mogoče ne bom šla v to smer, mi bojo zelo veliko pomagala na trgu dela. Od tega, kako oblikovati pobudo, kako oblikovati cilje, namen, na kakšen način dejansko tržiti neko idejo. Pa tudi dokler nisem prišla na usposabljanje za inkubator 4.0, jaz nisem imela nobene finančne oziroma finančne pismenosti. Nisem vedela, kakšne so še alternativne oblike nekega zaposlovanja, kakšne so možnosti naložbe, kar bi mogla biti neka osnova, ki bi mi jo mogel šolski sistem dati, pa mi ga ne. In kljub temu, da mogoče ne bom, tako kot sem rekla, šla v to smer, ali pa bom, mi bo vsaj ta neka osnovna znanja, mi bojo dala podlago za izbiranje nekih informiranih odločitev. Pa tudi v sklopu usposabljanja smo imeli treniranje, kako narediti dober pitch, se pravi neko kratko, hitro predstavitev ideje, ki je zelo pomembna v industriji in na delovnih mestih, ko pridemo do projektnega dela. Pa tudi potem, kako finančno razporediti in narediti nek finančen plan za določene projekte, kar se tudi velikokrat pojavlja na različnih delovnih mestih. In tako mislim, da neka ta aktivna participacija, to se pravi, da posamezniki, da mladi pridejo z neko lastno idejo, to se pravi, da vidijo, kje je tista luknja, ki jo želijo zakrpati v družbi, da pridejo s temi družbenimi pobudami, da se sami aktivirajo, še bolj z veseljem sodelujejo pri takih usposabljanjih. Potem tudi imajo vprašanja, ki so dejansko na praktični ravni, niso samo tam nekje v oblakih, v teoriji,
ampak so osnovana na praksi, ker sami razmišljajo na svojem primeru, kaj je potrebno, katera znanja so potrebna, katere informacije še potrebujejo. In zato mislim, da aktivna participacija in neke družbene pobude zaokrožijo znanja in kompetence, ki jih posameznik potrebuje, zato da lahko funkcionira na trgu dela in da lahko sploh kompetentno vstopa na trg dela. Tako, to je z moje strani vse. Hvala.